7.7. Jaz sem ga označila kot portal jasnosti. Veste, kako redko sta dve sedmici, dvojka in šestka skupaj v tem vrstnem redu? Res je, nikoli. Torej, drage moje, ne bom tega začela tako, kot zadnje čase beremo v medijih. 150 let ni bilo take polne lune. Seveda, da ne, planeti se premikajo, to je bistvo življenja. Bistvo življenja je, da se premikamo, da rastemo, da se spreminjamo, da okušamo različne stvari, različne faze življenja in da v vsemu temu ne izgubimo sebe, ampak da se bogatimo. In to bi bil en tak čudovit opis 7.7. Srce in razum si bosta segla v roke. Kako redko se to zgodi, kolikokrat nas srce vleče v eno stran, razum v drugo, kolikokrat to ni razum, ampak je strah, kolikokrat nam je žal, da potem nismo poslušali samih sebe. Temu bi rekli intuicija. Koliko različnih poimenovanj imamo pravzaprav za nekaj, kar naj bi bil naš notranji glas. Naj izvira iz srca, naj izvira iz razuma, včasih izvira iz ega, včasih izvira iz onostranstva, pravijo. Včasih so to naši vodniki, naši predniki, včasih so to angeli. Kaj vse nam ne šepeta? 7.7. pa vas sprašuje, dragi moji, kaj je vaša resnica, ko se ves ta hrup umiri? Junija sem vas spraševala, kdo ste vi, ko se ugasnejo luči, hrupa okolice, pričakovanj, prepričanj, stresa? Kdo ste vi, ko se ugasnejo luči, ko ste sami s seboj? In pravzaprav to je bil uvod v tale 7.7. 7 je tista, ki išče resnico. Če jo všeč ali pa če ni. To so osebe, ki ne bodo padle na bleščeče platnice, ampak bodo iskali globino, bistvo. Šestka, srce, je tista, ki deluje iz srca, iz empatije, iz sočutja. Seveda so čustva lahko tudi malo bolj negativna, ne, kot recimo jeza, pa zamera, pa ljubosumje in tako naprej. Torej, dragi moji, junij je bil en tak kotliček čustev, ki so brbotala za to, da bi 7.7. kot uvod v mesec julij nam pomagal prepoznati našo resnico. In resnica je, da neka skupna srednja pot se vedno najde. Ne glede na to, kam vas kliče srce in kam vas je napotil razum. 7.7. bomo to lažje razumeli. Ko začne srce slaviti razum, ga ljubiti, in ko začne razum upoštevati in spoštovati srce, se odpre čudovito polje možnosti, na katere prej nismo pomislili. Veste, kaj je po Pitagori definicija numerologije? To je pravzaprav razumevanje vseh teh čudovitih zvokov, simfonije sfer, je to on poimenoval. Zato imam tudi na sebi tole majico. Bistvo ni, da razumemo in ne čutimo. Bistvo ni, da čutimo in ne razumemo. Bistvo je, da zajamemo cel ta piano, belih in črnih tipk. Kajti življenje v resnici nikoli ni črno-belo. Nič ni črno-belega. In včasih potrebujemo paleto barv, paleto vetra, paleto čustev, paleto misli, da nekako odkrijemo, kdo v resnici smo. Poglejte, moj prstan je moder, ne vem, če se bo videlo, absolutno ne paše zraven. Ste to opazili? Je kdorkoli izmed vas rekel, aha, plav prstan ima? Koliko podrobnosti so včasih nam ključne in na koliko podrobnosti se okolica sploh ne ozira. Torej, dragi moji, letošnjega 7.7. bomo malo pepelke, razločevali bomo pleme od semena. Katere misli so res vaše, katera prepričanja so res vaša in kaj pravzaprav ne velja več? Kaj ni več v skladu z vami? Kaj niste več vi? Kdo niste več vi in zakaj ne? Kam ste se izgubili? Ali ste se nadgradili? Kaj je namen vsega tega, kar se vam dogaja?
skoraj bi pozabila. Danes 7.7. pridejo ven moje nove orakelske karte, viralne, so na moji spletni strani, so brezplačne in pravzaprav to je 77 kart, ki odgovarja na vprašanje, kaj je namen tega. Ne glede na to, govorimo o kregu s sosedom, o tem, da nam je všeč en sosedov fant, do tega, kaj naj študiramo, kaj pravzaprav je namen določene situacije, določene misli, nečesa, kar nam ne gre z glave, nečesa, kar ne razumemo. Torej, dragi moji, kaj je namen? Karte so vam že na voljo, 7.7. Jaz upam, da vam bojo prinesle nek dodaten uvid, neko dodatno usmeritev, neko dodatno darilo numerologije, kajti pravzaprav so razlaga števil od 1 do 77. In kaj bi bila razlaga vas? Kje iščete razlago sebe? Absolutno so orodja, kot je numerologija, astrologija, džotiš in podobno, fenomenalna. Super so. Velikokrat z vaše strani, ko imam svetovanja z vami, slišim, pa sem mislila, da sebe poznam. Zdaj pa to gledam malo drugače. Nikoli nisem na to pomislil tako. Na kakšen način, dragi moji, niste pomislili nase? Na kakšen način še niste razmišljali o sebi? Katerega testa, preizkušnje morda si še niste izbrali? Življenje pravzaprav je skupek naših odločitev. Je skupek naših izbir, ki pa temeljijo absolutno na naših prepričanjih. Kaj je tisto, kar za sebe verjamete, da je res? Ne bom zdaj tukaj šla v to, da bomo dosegli samo to, kar verjamemo, da smo sposobni in da se ve, da je veliko več možnosti, priložnosti, opcij, da smo neomejeni. To bomo našli tam v razlagah manifestacije. In verjamem, da smo to že kdaj vsi prebrali. Torej, 7.7. nas vabi iz prakse v teorijo. To bo rdeča nit celotnega junija. Iz prakse v teorijo. Avgust bo izjemen čas manifestacije, naše notranje moči, opolnomočenja. 8.8. letos ima seštevek 8, kar je instantna manifestacija. Torej, dragi moji, razločite seme od plevela. Kaj je tisto, kar je pomembno zdajle, pa morda čez 3 mesece ne bo več? Kaj je tisto, kar čutite, da je grozno pomembno, pa v resnici čez nekaj mesecev ne bo več? Vsi smo bili kdaj nefrišno zaljubljeni in je bilo grozno pomembno, da smo vse vedeli, da je bilo predvsem takoj, da smo bili čim več s to osebo. Verjetno po 40 letih odnosa nismo več enako neočakani. Kaj je tisto, kar je pomembno danes in bo pomembno čez 40 let? Kaj je tisto, kar se je pričelo pred 40 leti in kako to lahko negujete danes, da bo še boljše? Kaj je tisto, kar potrebuje vašo trenutno pozornost in kaj je tisto, kar potrebuje zahteva? Vaš trud, neutruden trud. Dragi moji, naj bo 7.7. čas, dan, portal tega, ko vam bo jasno, zakaj se gre. Jasno, kdo ste vi. Jasno, kaj je namen za tistim, kar vam gre na živce, za tistim, kar boli, za tistim, kar je minilo in za tistim, kar še prihaja. Naj vam bo jasno, da ste čudoviti. Naj vam bo jasno, da ste fenomenalni. Naj vam bo jasno, da imate mnogo več izbire, kot se morda zavedate. Naj vam bo jasno, da ste neponovljivi, da ste resnični unikat. In naj vam bo jasno, da pravzaprav 99,9 stvari v življenju je vaša odločitev. Naj bo za vas dolgoročno, kratkoročno, kakorkoli ročno izvrstna.